Cenjene gostje, cenjeni gosti. V imenu gostitelja, župana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja, vas lepo pozdravljam na današnji slovesnosti odkritja spominskega obeležja Maistrovim borcem na Kamniškem in položitvi cvetja k spomeniku Rudolfa Maistra Vojanova. Zakaj pa ti mladi bi fantje veseli ne peli in riskali ne, saj trtica v zlake že jagode gre. Upam, da bo spomin na naše prednike, ki so ponosno in hrabro branili slovensko zemljo, prav tako živ in bo zbujal vseh nas zanos in ponos o prebiranju teh častnih imen, kot smo ponosni na našega orjaka, vrlega generala Rudolfa Maistra. Naj jim bo to obeležil skromno zahvalo in večni spomin. Živi nasi narodi, ki hrepenito čaka dan, blagoder sonce hodi, prebili sveta bo pregnan. Da rojak kroz Bog zakne vrak, le sosed bo mejak. Da rojak kroz Bog zakne vrak, le sosed bo. Ne vrak, le sosed bo mejak. Slovenecem, Slovenecem, tako je mati djala, kome je lite pestovala, kome je lite pestovala. Cenjene gostje, cenjeni gosti, pozdravljeni na slovesnosti ob današnjem državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, ko se v Maistrovem mestu, v Kamniku, spominjamo poguma generala, vojaka in pesnika. Slovenec sem, Slovenec sem. Maister, vojak, pesnik, slikar in bibliofil je z izjemno tenkočutnostjo v sebi združeval vojaka in borca s človekom in pesnikom. Med obema pa je našel tisto vez, ki je pričala o notranji uravnovešenosti in človeški pristnosti. Neustrašnost, ki ne klone pred nobeno nevarnostjo. Prisebnost, ki obvlada še tako nepričakovan položaj. Borbenost, ki ne ljubi ovinkastih kompromisov.
iniciativnost, ki se ne boji osebne odgovornosti in organizatorstvo, ki strogo usmerja vsako delo. Tako je Maistra opisal njegov pribočnik Anton Dolar. Mlajše generacije Slovencev šele zadnja desetletja prav spoznavajo vlogo generala Maistra in njegovih borcev pri prizadevanjih za osamosvajanje slovenskega naroda. Kar je nadvse pomembno, saj sporočilo Maistrovega duha še kako živi tudi danes. Opominja nas, da si mnogokrat sami postavljamo ovire, ker se bojimo uresničiti svoje sanje. Ker smo pozabili biti drzni, izjemni, predvsem pa drugačni. Danes, ta trenutek, vse bolj potrebujemo ljudi Maistrovega kova. Odločne, samozavestne in pogumne, spretne in prisebne, socialno čuteče in človeško prisrčne, nesebične in poštene, domoljube z umetniško dušo. Ljudi, ki bodo znali spodbujati nacijo, da se kot država bolj aktivno vključi v najbolj napredna stremljenja sodobnega sveta. Da bomo sposobni ohraniti in okrepiti svoj narodni značaj v odprtem svetu. Da si bomo prizadevali za najbolj plemenite vrednote človeštva, za mir, medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Da bomo spodbujali trajnostni razvoj, ki bo ohranil edini planet, ki ga imamo, našim zanamcem, in da se bomo vedli spoštljivo ter pazili na dostojanstvo vseh nas. Spoštovani, slovenski smo narod velikih posameznikov, ki so in še vedno, vsak na svoj način, osmišljajo narodovo zavest. Zato mi dovolite, da si za konec sposodim besede našega velikega rojaka. Pokažimo, da smo zreli za lastno državo. Drage občanke, dragi občani, spoštovani gostje, gospe in gospodje, iskrene čestitke ob današnjem državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra. Vemo, da je ob sebi zbral domoljube, prostovoljce in jih je vodil spopad za narodno miselna ozemlja na severu naše domovine. Veličina njegova dejanja je prav v tem, da se je zavedal tako pomembna je odločitev ob nastajanju nove države, ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije. Ni bil samo vojak, bil je vizionar, kakor so bili pred njim borci s peresom in besedo. Segli smo v roke častnikov, ki se nam je že po svoji visoki, zravnani postavi in po prodorni sili svojih oči, po svojih lepih brkih in tudi po žametno zvetenečem glasu zdel kot nekakšna izredna in prava južnaška osebnost. So se spominjali borci za severno mejo srečanja z generalom. Nikakor ni bil samo vojak, bil je vsestranska osebnost, ljubiteljski slikar, pesnik, pa tudi bibliofil. Rudolf Maister Vojano je bil domoljub, ki v sebi povezoval svet discipliniranega vojaka s subtilnim umetniškim občutjem pesnika, slikarja in bibliofila. Spoštovani, danes sicer v naši neposredni bližini ni bojev, ki bi od nas zahtevali oborožen spopad s sovražnikom, vendar bijemo drugačno bitko v vsakdanjem življenju. Ogrožajo nas vse hujše potrošništvo, utojenost naravi, kriza vrednot in ne nazadnje kriza narodne identitete. Vrednote, ki jih je živel Rudolf Maister, so danes osnovni gradnik vzpostavljanja aktivnega državljanstva. Vse to je pa potrebno za napredek in blaginjo slovenskega naroda. Slovenija, naša domovina, mora biti domovina za vse, za mlade, za stare, za bolne. Mladim smo dolžni zagotoviti delo, možnost in dosegljivost ustvarjati si dom. Slovenija potrebuje mlade, ki bodo imeli radi svojo domovino. Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra prejme Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje za velik prispevek pri ohranjanju spomina na generala Rudolfa Maistra in utrjevanju domoljubja med mladimi.
Priznanje bo prevzela ravnateljica osnovne šole, magistrica Mojca Lazar Dobrlet. Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra prejme Stane Kocutar za dolgoletno širjenje domoljubja in sporočilnosti generala Maistra in njegovih borcev v medijskem prostoru. Rudolf Maister je poseben še v nečem. V sebi je združil vojaka in umetnika ter vsakemu dal svoj prostor. Njegova dediščina je tako izjemna. Naj sedaj prostor Doma kulture Kamnik slovensko glasbo in besedo napolnijo kamniški umetniki, na katere smo neizmerno ponosni vsi mi, občani in občanke Maistrovega mesta. Ves svoj mehki optimizem zbral, v lase zlatamu in demanta vplev, in v hermelin ga dragoceno del, ter takemu slovo v življenje dal. Čez leta se je vrnil s tujih tal, oko motno, obraz mu ko pepel, zlata ni, hermelina ne imel. Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za posest države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso spodnjo Štajersko. Besede, ki so pomembno vplivale na Maribor in celotno ozemlje sedanje Slovenije. Zato nocoj lahko s ponosom rečemo: iskrene čestitke ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra.